Moje ime je Saša in v tem kratkem videu ti ga pokažem. Splener, Sašov plener v Easy kosil je v osnovi namenjen vsem, ki se sprašujejo, kaj za jest, kaj za kuhat, kdaj za jest. Rabite samo nek sistem v bistvu, da bo to čim bolj lahkotno, enostavno, veselo, zadovoljno. Pa dobro. Zdaj imate dejansko skozi ideje, kaj kuhati. Pa ne samo to, pripravil sem vam recepte za 30 dni. No, treba nič razmišljati, vse je že pripravljeno, spisano, vse. Gremo gledati. Prvi del splenera je ful pomemben, zelo pomemben. Noter pogledamo sistem planiranja, noter pogledamo v bistvu, kaj so prednosti planiranja, itd. Gremo naprej. Ko to osvojiš, greš na drugi del. Tukaj je sistem načrtovanja. Tule je opisan, kako načrtujemo skupaj z družino, da se ne skregamo, kako hranimo pravilno sestavine, kako pravilno uporabljamo začimbe, kako kombiniramo začimbe, splošne trike in napotke in par strani. Tule noter je res dosti fint trikov, kako na čim bolj enostaven način narediti kosila, pa da naredite kosilo v čim krajšem času, pa da je dobro. Pa da so vsi zadovoljni. Pa da dojameš, da lahko prišparaš pri kosilih na času, pa da na denarju. Ker ponucaš vse, kar imaš v hladilniku, ker splaniraš vnaprej in ti nič ne ostaja in ti nič ne boli pri srcu, ko zmeče stran kaj, ker gre čez rok ali pa ko zgnije. Pa še manj zaprava s kuhanjem, ker ti tako samo pol ure kuhaš, pa si fertik. Pa še vroče ti ni. No, so trike pa ideje, kako prepričati ostale, da se delujejo pri planiranju. Vem, da se ne da, ampak se da. Pa veseli bojo, preizkušeno. Noter so trike finte, kako kombinirati med sabo začimbice, kako kombinirati jih flej in kup stvari. Ful! Gremo dalje. Še imam, itak. V tretjem delu imam recepte. Lepo. Shopping lista za en teden. Za 5 receptov. Napisan točno, kaj kupiti, postaviš pred sebe, ko prideš domov. Skuhaš, veš, kaj bo za jest, veš, kdaj bo za jest, vse veš. Vsi to vejo. Če ne, pa ne pogledajo. In to za 4 tedne. Imamo pa še 5 receptov solat, ki so idealka za takele dni, kot je danes. In pa 5 receptov, kako porabiti ostanki, ki so ti ostali od prejšnjih dni ali pa nekaj, ki imaš v hladilniku. Funkcionira in deluje. Res. Sam zmečiš skup, skuhaš in vsi delajo, kako je dober. Genau. Vem. Recepti izgledajo takole. Na koncu v bistvu imaš pa nalepkice. Vzameš nalepkico in si jo lepo prilimaš. Si fertik. Tada! Pol imamo pa še četrti del. Predlogi. Predloge. Tukaj noter so pa obrazci. Kako ti pa naprej tedensko planiraš, kjerkoli dan ali pa 7 dni v tednu. Tvoje shopping liste. Še malo še. Tvoji recepti. Pišeš svoj recept noter. Zapiski. Razni obrazci. Skratka, evo, takole imaš po oddelkih, prvo poglavje, drugo poglavje, tretje poglavje, četrto poglavje, tako da to je to. Splener ne služi res kot neko varovalo, v štartu zato, da dobiš ideje, da se naučiš nove finte, nove fore, da se uskladiš z ostalimi, kako pa kaj boste jedli in pa, ko padeš iz sistema, da padeš nazaj noter v sistem. Pogledaš, to pa to, spisati, zrisati. In snoter in se spet dogaja, samo enkrat na teden se gre v trgovino, kuha se, uživa se, skupaj kuhate. Fajn se imate, lahkotno je, zabavno je, 250 strani, bogat z idejami, bogat s triki. Samo zato, da bo tvoje kuhanje čim bolj lahkotno, čim bolj enostavno, pa da bo vse dobro. Tako da evo, upam, da ti ta kratka predstavitev bila v pomoč, da se odločiš, a je zate ali ni zate. Pa nekje od spodaj bom pustil link, pa si ga naroči.
Vse dobro.